Fenomen, kakršnega v 20. stoletju v Evropi še ni bilo. Takole lahko na kratko povzamemo srž današnje teme, o kateri bo govora v naslednjih minutah. Dober dan, voščim Katja Munih. O gradnji Briške ceste oziroma Ozimske ceste bo danes govora. Nastala je na meji med Italijo in tedanjo Jugoslavijo v času mejnih kontrol in bila je, če lahko tako rečemo, prvi borderless oziroma brezmejni projekt. V studiu Radia Robin so z mano trije gostje, ki bodo pomagali osvetliti pogled na to pomembno pridobitev za Goriška Brda in Goriško nasploh. Lep pozdrav najprej Tanji Gomiršek iz Goriškega muzeja. Dober dan. Urbanistu in arhitektu Tomažu Vugi. Dober dan. Ter Luki Mlekuš iz Pokrajinskega arhiva Nova Gorica. Pozdravljeni. Dobrodošli vsi. Da smo se zbrali na to temo, ni naključje. Letos namreč mineva natanko 40 let od izgradnje te ceste, ki nekateri pravijo tudi Sabotinska cesta. In vsi moji sogovorniki sodelujejo pri razstavi na to temo, ki bo na ogled junija na gradu Kromberk. Pri tej razstavi sodeluje tudi Gorazd Humar, strokovnjak za mostove, ki pa se nam zaradi obveznosti ni mogel pridružiti, in Ines Beguš iz Goriškega muzeja. In ko že omenjamo most, ne le cesto, tudi most smo pridobili v okviru tega projekta, ki je resnično bil fenomen, kaj ne, gospod Vuga? Ja, to je ob največjem kamnitem loku na svetu, to je Sokanski železniški most, smo dobili tudi največji betonski lok v Sloveniji z razponom 102 metra, kar je še zmeraj rekorder v Sloveniji. Armirano-betonski most. Armirano-betonski, ja. Tako. Poleg tega z največjim lokom Savkanskega mosta in s tem novim nekako tvori neko tromostovje, kaj ne? Ja, s to novim imamo zdaj tudi Savkano tromostovje, ja, to je kar zanimiva pot tudi za sprehode. Tako. Ja. In kar težko si danes predstavljamo, da bi za pot v Novo Gorico izpod Sabotina na mesto 2 kilometrov morali prevoziti kar 26. Tako je namreč bilo pred izgradnjo te ceste. Tanja Gomiršek, tudi vi ste doma iz Goriških Brd. Kakšno bi bilo življenje brez te pridobitve glede na geografski položaj Goriških Brd za Brice? Pravzaprav je težko primerjati današnje razmere s takratnimi, zato ker so bile takratne ceste v bistveno slabšem stanju. Leta 1947, ko se je meja postavljala, dejansko so bile vse ceste makadamske, ozke, slabo prevozne, ljudje niti niso imeli avtomobilov, praktično redko kakšen avtomobil je bil v Brdih, tako da so morali v bistvu čez noč so ostali odrezani dobesedno od prejšnjih glavnih centrov, to sta bila Gorica, Krmin, recimo skrajni del tudi Čedat, in dejansko so morali začeti izgrajevati in urejevati to edino dostopno pot preko Vrhovlja do Plav. Tako. In potem do Sokana, kasneje seveda Nove Gorice, in ta pot dejansko je bila v bistvu dolga in težka in naporna za Brice, tako da težko primerjamo današnje razmere, ko imamo asfaltirane ceste, sosedamo v avto, vsaka družina ima več avtomobilov, ampak vseeno bi bilo življenje bistveno težje in tudi Brda bi bila verjetno danes manj razvita, kot so. In celo mejni prehodi so bili takrat, kaj ne, tega se bomo dotaknili v nadaljevanju. Omenili smo že, da to cesto nekateri imenujejo tudi Ozimska cesta, z razlogom, kaj ne, Luka Mlekuš? Ja, drži. Ozimska cesta je dobila svoje ime po Ozimskih sporazumih. Ti sporazumi so bili podpisani leta 1975 med Jugoslavijo in Italijo. Šlo pa je za več pogodb, zato jih tudi imenujemo z množino Ozimske sporazumi. In so bili v bistvu kulminacija prizadevanj, ki so se začela že takoj po podpisu Pariške mirovne pogodbe po drugi svetovni vojni. Da pojasnimo okoliščine, predvsem pa potrebe, ki so narekovale gradnjo Briške ceste, je treba najprej omeniti razmejitev po drugi svetovni vojni, ki je Brda odrezala od Gorice, novo središče Nova Gorica pa je šele nastajalo. Luka Mlekuš, kakšno vlogo imajo pri tem Ozimski sporazumi? Ja, Ozimski sporazumi so pač v enem delu, ki govori o gradnji te nove ceste, pravzaprav
presekali ozemeljsko zagozdo, ki je bila vzpostavljena po drugi svetovni vojni. Goriška brda so bila predtem vedno povezana s svojim, oziroma z nekim težiščem, gospodarskim, upravnim središčem v podobi Gorice tedanje. Tudi naravno, če pogledamo Goriška brda, se spuščajo proti Furlanski nižini oziroma spodnji Vipavski dolini, medtem ko so na severovzhodu zamejena z višjimi hribi, Sabot in Korada recimo. In Pariška mirovna pogodba pa prinese v bistvu mejo na Sabotino. Torej, Italijani so pri tem vztrajali, kar je onemogočilo v bistvu gradnjo povezave po jugoslovanskem ozemlju. Niso prinesli pa ozemski sporazumi samo te ceste, čisto na kratko se dotaknimo še vseh ostalih vidikov. Ja, v bistvu ta cesta ni bila glavni razlog, da je do njih prišlo. Je bila eden od razlogov. Med obema državama so bila številna nerešena vprašanja, manjšine, tudi ostala ozemeljska vprašanja, ki so jih potem ozemski sporazumi rešili. Omeniti pa je treba, da je prišlo tudi do sporazumov na gospodarskem področju. Plod teh sporazumov je recimo tudi hidroelektrarna v Solkanu, mejni prehodi recimo v Vrtojbi, na Rjavčevi ulici in tako naprej. Tako da kar obsežen del. Prejle smo se pogovarjali o teh imenih, ozemska cesta, Sabotinska cesta, gospod Vuga, pa Briška cesta. Vi veste pa še za eno, kaj ne? Ja, takrat, ko smo odpirali to cesto, je bil pa to seveda velika fešta. To je dejansko bil en dogodek, ki naj bi bil evropski dogodek in bil zelo odmeven tudi v vseh časopisih, tako na naši strani kot na italijanski. In zaradi tega je dobil tudi seveda kot fenomen še neko dodatno ime, in to cesta prijateljstva, Strada d'Amicizia. To ime je bilo v italijanskih časopisih zelo pogosto uporabljeno, zanimivo, dokazovalo naj bi ta odnos, ki je takrat veljal med Jugoslavijo in Italijo, pa med Gorico in Novo Gorico, ta čisto ob meji. Nažalost se pa to ime zelo hitro zgubilo. No? Mislim, da je to škoda. Tako. Bilo je pa več idej, kaj ne, gospod Vuga, kje naj bi potekala ta trasa, kako bi jo umestili, kar celo nek predor se je omenjalo, kaj ne, skozi hrib, kako so se ta dogovarjanja odvijala? To, kot je Luka rekel, v bistvu z mejo leta 1947 so Italijani zabili en klin med Brda in Novo Gorico oziroma Vipavsko dolino. Ta klin je segel do vrha Sabotina in seveda preprečil neko normalno rešitev, projektno rešitev ceste. Zanimivo pa je, da v bistvu je ta problem kot problem bil prisoten že pred postavitvijo meje. V Trstu je inženir Josip Pavlin že leta 47. junija že napravil prvi projekt za povezavo po bodoči jugoslovanski strani. Te rešitve so se iskale cel čas, hkrati so pa v bistvu šle te zahteve ali pa te pogovarjanja tudi z italijansko stranjo, ki je bila cel čas živa, tudi v iskanje rešitve preko italijanskega ozemlja. Namreč vse to se je dogajalo sicer v zelo diskretnem okolju komisije za razmejitev, to je Jugoslovansko-italijanske komisije za razmejitev, in tam so že leta 1952 nekako prišli do ideje, celo Italijani so to idejo ponudili, da bi napravili koridor čez tole našo to špico italijansko in skozi ta koridor potem tudi oni celo zgradili cesto in jo dali nam v uporabo. Mi smo namreč že prej v skladu z meddržavno pogodbo zahtevali, da se meja premakne. Po državni pogodbi bi bilo možno 500 metrov mejo premakniti levo-desno in če bi premaknili mejo iz Sabotina 500 metrov dol, bi mi lahko po našem ozemlju zgradili to cesto. Vendar to Italijani zaradi tega odnosa do Sabotina iz
prve svetovne vojne, seveda do tega niso nikoli pristali, so raje ponudili oni kot idejo ta koridor, ki je na koncu od 52. do 75. končno bil tudi formaliziran in na koncu tudi zgrajen. Kaj je za prebivalce Goriških Brd pomenila Briška cesta? Bistveno je namreč skrajšala pot do Nove Gorice. V Goriškem muzeju ste za potrebe razstave ob 40. obletnici izgradnje Briške ceste zbrali pričevanja ljudi. Kaj so povedali, kakšne so bile te čisto vsakdanje situacije, kako je krojilo življenje? Ja, dejansko sva si s kolegico Ines Bego želeli prav osvetliti spomine, se pravi, kako so prebivalci to doživljali sami v svoji koži, ne samo kot same predpise, določila, sporazume in tako naprej. No in zanimivo je, ko se pogovarjaš z domačini in ti povejo, kako so prihajali do enih takih zanimivih v bistvu zagad, ki so jih potem reševali. Recimo ena izmed takih je bila, ko sva intervjuvali skupino vaščanov izpod Sabotina, no in so nam povedali, recimo, da se je meni prehod v Podsabotinu odpiral ob 6:30 zjutraj, no in prav zakonca Korenjak sta mi povedala zgodbo. Gospa Majda je bila noseča in proti jutru so se začeli popadki in je bilo treba seveda oditi v porodnišnico. In z možem sta se dogovorila, da v starejši počakala, da bodo odprli mejni prehod v Podsabotinu, kot pa da bi se peljala na Kojsko, na Vrhovlje in potem po dolgi cesti do Plav in seveda po Soški dolini, ker časovno pravzaprav ne bi pridobila nič. Tako da domačini so se na nek način prilagodili, vsekakor pa situacija ni bila lahka. Recimo, slišali sva pričevanja, kako so ljudje se zaposlili v Novi Gorici, ker seveda v Brdih ni bilo nekih delovnih mest, niti se ni razvila neka industrijska dejavnost. Odhajali so prečesto zjutraj in zaradi slabih avtobusnih povezav seveda prihajali domov ob 6. zvečer ali še kasneje. Še težje situacije so nam naslikali, recimo, ker nekateri niti niso uspeli priti do teh avtobusnih povezav ali pa so imeli dvoizmensko delo. Tako da, recimo, zanimivo je bilo pričevanje gospe Nevenke Prinčič, ki se je zaposlila v Novi Gorici, v takratnem trgovskem domu. In za popoldansko delo, recimo, je morala zjutraj že ob 9. zjutraj oditi peš do Vrhovlja v upanju, da bo ulovila tam kakšnega voznika avtomobila ali pa avtobusa oziroma bolj tovornjaka, da ga je seveda bil pripravljen sprejeti in pripeljati do Plav in upala je tam, da bo seveda potem ulovila avtobusno povezavo iz Tolmina do Nove Gorice. V nasprotnem primeru je tudi večkrat bila primorana, da je šla kar peš lepo iz Šmartnega do Nove Gorice. Kar nepredstavljive situacije, kaj ne, za današnji čas? Dejansko, v bistvu, ljudje so marsikaj preživeli in potrpeli. Recimo, še bolj zanimiva so tudi pričevanja, ne samo vezana na cesto, ampak kako so ljudje se morali potruditi, ko so bili z meje odrezani, da so prišli do osnovnih živil. Recimo, tisti, ki niso bili dvolastniki in niso uspeli kaj skrivoma pretihotapiti čez mejo, in se seveda tudi niso hoteli upisati v zadruge, so morali seveda dati vino, žganje, kakšne druge osadje v nahrbtnik. Odšli so peš do Plav, kar je pot je trajala seveda takrat peš 2 uri, 2 uri in pol, z vlakom do Jesenic in tam seveda prespali na kakšnih senikih in seveda naslednji dan odšli in zamenjali te pridelke za osnovna živila, kot je bilo olje, moka, sladkor in seveda se vračali nazaj. Tako da te situacije so bile res težke in Brici, ko se je začelo govoriti o tej cesti, dejansko niso niti mogli dojeti, da se bo to dejansko zgodilo. In tudi, ko so začeli graditi, so mi od Sabotinu povedali, da jim ni bilo problema, niti to, da jim so prišli kamioni, da je bil prah, da je bil hrup, da so jim pobrali določene dele kmetijskih površin, dvorišč, zato ker so bili tako zadovoljni, da se bo enkrat ta problem rešil.
Po drugi strani pa v Solkanu niso bili tako zadovoljni, kaj ne, gospod Vuga, če čisto na kratko se dotaknemo še te nesreče v Solkanu, ki jo prinesla. Solkan seveda je skozi Briško cesto doživel eno kar zahtevno ali pa žalostno usodo, ki ni bila pričakovana, v tem je vic. Namreč cel čas smo računali in tudi tako načrtovali, da bo Briška cesta zgrajena hkrati s solkansko obvoznico, kar bi pomenilo, da v bistvu bo priključek preko mosta kar direktno na solkansko obvoznico in ne bo treba nič v Solkanu predelavati in tako dalje. Vendar se je tam po ozenskih sporazumih leta 75, ko smo začeli 76. smo začeli resno to delati, se je izkazalo, da je pač solkanska obvoznica v takratnih republiških projektih še neka nebulozna utopija, daleč od realizacije, in zato so začeli iskati v Ljubljani, ko so projektirali Briško cesto, iskati neko najbolj optimalno, začasno, so rekli takrat, rešitev, ki je pa seveda zahtevala velik poseg v Solkan. Od Solkanskega placa navzgor je bila cesta izredno ozka, to je bil ta ožina, je bila ena od dveh ožin, ki so ostale po prvi svetovni vojni in ki jih je tudi Fabjane ni uspel porušiti. Fabjane je namreč pripravil regulacijski načrt Solkana in zahteval v tem, da je celotna cesta skozi Solkan, ki je bila takrat glavna regionalna cesta, široka 11 metrov, torej prostora med hišami 11 metrov, v teh dveh točkah pa tega ni bilo in to je bilo treba porušiti. Zaradi tega je bilo treba porušiti dve hiši in poravnati cesto, tako kot je danes poravnana. S tem se je pa spremenil v bistvu prejšnji vhod v Solkan je imel nek značaj, danes je pa to upadnica, neka široka upadnica, ki dejansko prehitro pripelje avtomobile v center naselja. Gradnja Briške ceste potekala po slovenskem in italijanskem ozemlju, kar je posebnost, kakršne v 20. stoletju na evropskih tleh ni bilo. Gradnja pa ni bila enostavna, kaj ne, gospod Vuga, dotaknimo se na kratko teh serpentin, valečega se kamenja, kaj vse je oviralo. No, komplicirano je bilo že od Solkana, ker sem prej govoril naprej. Ne, v Solkanu recimo bilo treba zgraditi en večji viadukt pri pokopališču, potem moramo imeti most, ne, že prej smo govorili o mostu, ki je ne samo, da ima največji lok v Sloveniji, ampak tudi tehnološko sama izvedba je bila inovativna. Hkrati je pa v bistvu tudi v izredno kratkem času bil zgrajen, to je bilo tudi značilno, ne. Začeli so ga 83. in 84. konc 84. je bil končan. No, ampak ko so prišli čez mejo, čez Sočo, seveda so pa graditelji naleteli na največji problem, in sicer problem ostankov Prve svetovne vojne. Na to se je pozabilo, ampak brez te rešitve bi dejansko gradnje ne bi mogli sploh začeti. To so pa je Jugoslovanska ljudska armada takrat poslala svoje specialne edinice, ki je v 4 mesecih celotno pobočje Sobotina na tem delu očistila, da so lahko potem začeli Primorje, ki je takrat gradilo, začelo graditi cesto, pri čemer seveda je bila zelo zanimiva rešitev serpentine. Po projektu je bila druga serpentina v obliki mosta, ki je štrlel iz Sobotina. Dejansko bi, če bi to bilo zgrajeno, bi čudno izgledalo, ampak glede na to, da so že na naši strani od serpentine do meje, da je nastalo okrog 50,000 kubikov kamenja, s katerim niso vedeli kaj, so se spomnili, da je bilo pa namesto tega mosta začeli graditi od spodaj iz terena gor nasip, kot so ga tudi zgradili, in so dejansko rešili odlaganje kamna, ampak tisto, kar danes velja, so pa rešili naravovarstveni pogled ali pa pogled Sobotina. V bistvu so zgradili nekaj, kar je zelo sonaravno in danes vključeno v Sobotin. To, kar se nažalost ni zgodilo na italijanski strani. Italijani so svojim profilom ceste, ki je bil iz vojaških razlogov, tako globoko posegli v samo sobotinsko pobočje, da še danes s 4 zidovi, ki so jih morali zgraditi, so še danes ti zidovi vidni, še danes kvarijo
to sobotinsko pobočje. Zanimivo pa je, gospod Mlekuž, da je Italija že leta 1952 ponudila gradnjo te tranzitne ceste in to na lastne stroške, kaj ne? Kako se je potem uresničilo? Ja, to je res. In spet je potrebno videti širši kontekst. To sta bili dve državi, ki sta gradili svojo pot na popolnoma različnih ideoloških podlagah in tudi z različno prtljago. Druge svetovne vojne, pa tudi obdobja med obema vojnama, obdobja fašizma na Primorskem. In je fascinantno, da že 7 let po koncu konflikta v bistvu Italijani to ponudijo. Potem se obe državi nista strinjala glede tega, kdo bo imel suverenost nad tem koridorjem. In celo Italijani spet popustijo leta 1955, ampak 3 leta zatem generalštab jugoslovanske vojske ta zelo dotedaj kar plodna pogajanja prekine, češ, da bi to varnostno preveč ogrozilo Jugoslavijo, da bi Italijani ob vsakem konfliktu med državama zaprli ta koridor in podobno. Pogajanja so v bistvu vrnejo na točko nič takrat. In če preskočimo ponovno na gradnjo, gospa Gojmeršek, zanimivo je to je potekalo v neobičajnih razmerah. Niso bili vsi delavci vajeni graditi tik ob meji in marsikdo je bil tam brez dokumentov, kaj ne? Ja, dejansko smo intervjuvali z Ines tudi skupino vodi projekta pri gradnji te Sabotinske ceste in so nam povedali, da pač delavci SGP Primorja so bili seveda navajeni delovati v razmerah ob meji, pri sebi so imeli propustnice, drugi veljavne dokumente, medtem ko delavci, ki so prihajali iz drugih republik, so to vzeli bolj sproščeno, se niso zavedali tega, tako da velikokrat so jih dobili brez dokumentov in so jih seveda potem vojaki JLA peljali v vojašnico v Ajšovico, kjer so potem morali posredovati vodje na del na trasi in seveda, da so jih izpustili in obrazložiti, da seveda so tam zaposleni. Druga zanimivost je pa tudi ta, kot ste že omenili prej pri sami gradnji. Gospod Voga je povedal, da je bila gradnja zelo težavna. Ena taka zanimivost, veliko težavo in nevarnost je povzročalo kamenje, ki se je sprožalo in prav te nekvalificirani delavci iz Kosova so ob sobotah in nedeljah še dodatno prečesali teren, sprožali kamenje in ga seveda odvažali, rekli so jim pa zato, ker seveda so delovali v težkih razmerah in strmem terenu planinske ptice. Kar veliko zanimivosti smo nanizali, vračamo se takoj po naslednjem glasbenem predahu, ko jih bomo odkrili še nekaj. Če se sedaj preselimo pa še v obdobje po letu 1985, po izgradnji, torej, kako so prebivalci Goriških Brd sprejeli novost? Menda so bili tako pozitivni kot tudi negativni odzivi, Tanja Gojmeršek. Ja, dejansko vasi, ki so bile do takrat najbolj oddaljene, imele seveda 26 km in nekaj manj do Nove Gorice, seveda so bili seveda vaščani navdušeni. Tudi ob otvoritvi je vladalo izredno zanimanje, da so prav vasi Podsabotina, Huma, Šmartnega, Cerovega sodelovali, Kojskega zlasti sodelovali pri tem slovesnemu odprtju. Zlasti recimo so se izkazali vaščani v Kojskem, poleg seveda Podsabotincev, kjer so organizirali dodatno slavje. Tudi v Kojskem so naredili še posebno neformalno slavje z napisom in ustavili kolono in jih seveda pogostili. Kot rečeno, cesta je bistveno skrajšala pod temu zahodnemu delu Brd. Zlasti v Podsabotinu poročajo, da se je v bistvu že v letu 80 takoj začelo povečevati število obnov novogradenj in zadnji del Sabotina dejansko je bil zgrajen po letu 85 na novo in domačini mu rečejo Novi Podsabotin. V bistvu slišali smo mnenja, da v preteklosti, pred drugo vojno, so bili Podsabotinci nekako predmestje oziroma skoraj ob mestu Gorica, potem so postali zadnji, sedaj pa so oni nekako spet prvi. Skratka, te vasi so ogromno pridobile. Na začetku je bilo seveda v tem centralnem delu Brd, ki jim cesta ni prinesla nekih dodatnih kilometrov, slišate na take zadržke, če se nam to nič ne prinese, ampak dejansko je ta cesta bistveno širša, lažja za prevoziti kot cesta čez Plave. Tako da nekateri, ki so bili navajeni do takrat uporabljati cesto čez Vrhovlje, seveda so jo uporabljali še naprej, bistveno se je takrat zmanjšal promet, ampak seveda kasneje so ugotovili,
videli, da je ta cesta, nova cesta, seveda bistveno lažja in so jo začeli tudi drugi uporabljati. Kar je pa še ena negativna stvar, je ta seveda, da se je bistveno povečal promet po tem delu Brd, seveda promet se je povečeval tudi zaradi splošnega stanja, vsi smo imeli več avtomobilov in seveda so bili tukaj v enem slabšem stanju domačini prav iz Podsobotina in zlasti iz Kojskega, kjer sta dve ožini, ki so kar dolga leta opozarjali na problem in želeli, da se reši z obvoznico, ki je bila še na koncu. Ja, pred nekaj leti tako. Zdaj si bom izposodila en vaš citat, Luka Mlekoš. Ta infrastrukturni projekt ni izboljšal le vsakdanjega življenja prebivalcev, temveč tudi simboliziral začetek gradnje mostu med vzhodno in zahodno Evropo. Ja, drži. Namreč, kot sem že prej omenil, šlo je za dve državi s popolnoma nasprotnima ideološkima pogledoma na to, kako naj bi svet izgledal in pa tudi država sama. Nenazadnje leta 1953 sta bili te dve državi na robu vojaškega konflikta zaradi dogodkov v svobodnem tržaškem ozemlju. 30 let kasneje pa, oziroma malo več, pa je ta cesta zgrajena, ki je dobesedno prebadala ozemlje, se ni brigala za ozemlje, kako bi to bolje povedal. In s tem, z Osimskim sporazumom, to je tudi treba poudariti, je bilo konec tega hladnovojnega konflikta. Torej, tržaško vprašanje je bilo umaknjeno z dnevnega reda varnostnega sveta. V 80-ih letih se povsod po Evropi že začenjajo oziroma v vzhodni Evropi začenjajo ta demokratična gibanja. In tudi ta most in cesta sta bila nek znanilec sprememb v tem smislu. Radio Robin.